Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na Sledi resnice. Danes bomo govorili o še eni vroči temi v našem mestu. In sicer medicinska sestra, ki je pisala lažne recepte in njen prijatelj pa je dvigoval zdravila, ki dosegajo visoko vrednost na črnem trgu. Prav tako je bila težava s ponarejeno diplomo z medicinske fakultete v Mariboru, sicer v Izoli, in sem želel preveriti, kako daleč so preiskave, ali so seveda že kakšne informacije za javnost. In ko sem prišel tukaj pred policijsko postajo, sem srečal, pravzaprav bi lahko rekel, moja dva redna sodelavca ali sogovornika na temo kriminalitete. Dober dan, pozdravljena. Nijama mi to prek. Mi imamo gospodarski kriminal. Tam, ko je velika gospodarska škola, nije to medicinsko, to se drugi kvarja. Tako da, hvala vseeno. No pa malo bi vseeno povedali, ne na zadnje Pa ne, kaj bi zdaj mi to govorili, če pa to ni nič, kaj te to za par receptov, za 3 škatle aspirin, malo lekadola, pa to, kaj bo zdaj? Kaj ti si butlar, kaj to za bila ful draga zdravila, kaj te aspirin, lekadol sam doma napišeš, kaj si nor ti, ali kaj? Pa škoda je bila. Zdravstvo škodovano, pa tisti, ko res zarabijo, ne dobijo tablet. Kaj te slabo, ni to kuj tak. Ja, ti si rekel, da ni. Jaz sem rekel, da mi je najprej izkujemo, ne, ti nalagaj, zdaj gor. Budala, če bo to v javnosti, kaj to ni nič. Kaj to zelo vsi hodijo, pa pišejo recepte, ali kaj? Kaj smo sami pisali, ali kaj? Ja, za aspirine, lekadole si očitno lahko sami pišemo. Ja, kdo ti je to rekel? Pa ti si prej rekel. Primer sem dal, ker so bila draga zdravila, no. Ja, kaj pa ta primer v Izoli, ponarejena diploma Mariborske medicinske fakultete? Pa to, da je bila prej medicinska sestra, zdaj pa je bila kao doktor za Catch Me If You Can, poznaš tudi film, nič ni to. Pač tako, ko se reče mic po mic, gre gor s prevarami, vse nič takega ni. Ni nič, ne. Pač čez eno leto pač operirala, pa bomo rekli, ja, zdaj pa to Catch Me If You Can, nič ni zdaj. Tebi se od nekaj doli zgodilo, pa te bo operirala. Pa pač ne bo uspešno. Pa, to je bila to ta, ja, ne, pa tako ne mrmo, če se, veš, da je prvič operirala, budalo. To so resne zadeve, ti pravim. Kak dolgo jaz dođi na kolegiju opozarjam, pa ste se mi vsi režali. Pred 16 leti sem rekel, jaz mojega doktora, ki sem ga osebno vprašal tak zadi malo not, ne, kdo so pametni, nisem videl samo v ordinaciji. Ampak je tudi fasade štrihov, pa ni imel brata dvojčka, pa skozi mi je isto rekel, menjajte jogi. Mate, jaz ne imel toliko jogijo, da bi lahko tako oni tam pri zlato roko prodajo že. Jogi je bil kriv, pa malo holesterola, mate. A deti je z onim valčkom vlekel popoldne. Ja, pa kaj ste na mene, daj? Ker si mi ti na kolegiju rekel, da sem butl, pa da imam privide, ali pa Franca. 7 let bogi reveš ni mogel doma zaradi stresa, vseeno ni bilo, hopa gor. Pa je hodil zdravniku. Pa do tega istega zdravnika pod narekovaj srečeval, ko je z vhoda hodil. Njegovega vhoda v bloku. Ker je valjda svinja ni bil urolog, ali kaj so toti, ampak je samo njegov naslov, pa je naslove zbiral toti in kaj mi ni dobro dizelica dela, pa hodil domov popravljati. A veš kaj njemu rekel? Ne bi vedel. Ležišče menjajte. Materno. Ja, grozni problemi, upam, da jih boste rešili, no, Ja, to je... ne, to ni hec, mi bi občani mogli imeti par latinskih vprašanj, ono sem pa tja, kak se vreže slepič, pa to bi mogli imeti pa vprašati. Zdaj to ni za eno men greh. A to si mislil, veni vidi viči? Ker ti veš, kaj to pomeni, ne? Že vem. Kaj? To je to iz Asterixa pa Obelixa. Ja, bud, le gremo, no, ne. To ne smeš ne pozabiti, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.